Časi so težki, zato si naši delavni ljudje in občani neumorno prizadevajo za boljši jutri. Nihče pa ni bolj prizadeven od naše marljive premierke, magistrice Alenke Bratušek. Raziskovalni novinarji tednika Nedeljski so oni dan razkrili bralcem požrtvovalnost, s katero se premierka predaja opravljanju težavnega poslanstva, ki si ga je naložila v blagor nas vseh. Kljub obilici gospodinjskega dela, ki jo je čakalo, si je premierka magistrica Alenka Bratušek vzela urico časa za pogovor, v katerem je novinarju med drugim zaupala, da ni prav ničemer odtujena od običajnega življenja žensk. Še vedno sem v starem svetu. Sama hodim po trgovinah nakupovat, sama perem, obešam in likam perilo, skuham kosilo, je poudarila. Si predstavljate, premierka sama kuha, pere, lika, nakupuje. Vmes pa, če le utegne, skoči še na sejo vlade, v Bruselj, da kakšen intervju za CNN ali pa se sprehodi po tržnici z novinarko Kanala A. Občasno gotovo pokosi tudi travo, opere družinski avto, presaja solato, pripravlja ozimnico. Zate na Triglav že zjutraj pritekla in za večerjo ti štrudel bi spekla, medtem pulover rdeč bi ti spletla. Zdaj, ko vse to vemo, tudi bolje razumemo, zakaj je ravno čas tisto, kar naša marljiva premierka najbolj potrebuje. Dela je pač veliko in dan je prekratek za vse. Zato se nemalokrat zgodi, da premierka magistrica Alenka Bratušek šele pozno ponoči, ko vsi že spimo, ob brljavi svetlobi brljivke krpa našo od pogostega ožemanja preperelo proračunsko nogavico. Zate na Triglav že zjutraj pritekla in za večerjo ti štrudel bi spekla, medtem pulover rdeč bi ti spletla. Cena 1, 2, 3, cena 1, 2, 3. Neverjetna prizadevnost Alenke Bratušek seveda ni ostala neopažena. Hvalijo jo celo v Bruslju. O tem je prvi poslanec Pozitivne Slovenije, Jani Möderndorfer, povedal. Zadovoljni smo predvsem v tistem delu, kjer je Evropska komisija prepoznala, da so bili ukrepi te vlade in državnega zbora pri sprejemanju odločitev pravilni. Na nek način se tako že uresničuje napoved gospodarskega ministra Stanka Stepišnika, ki je kmalu po izvolitvi dejal: Če nam ne bodo nagajali, bomo boljši kot Švica. Kako tudi ne, saj vendar izvajamo ukrepe, ki jih je pripravila vlada Alenke Bratušek. Kdo jih je pripravil? Rikola. Medtem ko premierka magistrica Alenka Bratušek v potu svojega obraza skrbi za dom in krpa proračunsko luknjo, je rešitelj slovenskih podjetij Gašpar Mišič popeljal poslance Pozitivne Slovenije v tovarno Gorenjka na pokušino čokoladnih dobrot. Od tam pa se je delegacija Pozitivne Slovenije s polnimi vrečkami podarjenih čokolad odpravila še na obisk jeseniške bolnišnice. Po do zdaj zbranih podatkih varuh bolnikovih pravic še ni ukrepal. Halo? 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 Halo, prosim. Veste kaj, tole je pa mal preveč. V državi je 120 000 brezposelnih, premierka pa sama kuha, pere, lika. Ja, orka flika ne bi zaposlila ne gospodinjske pomočnice? Dost manj tega, dost. Ej, tale je bil pa hud. Čeprav, v principu ima pa prav. Če bi Alenka Bratušek zaposlila gospodinjsko pomočnico, bi imela pa nekaj več časa za delo v vladi. Ja, prav res.
In če bi čez čas morda zamenjali, mislim, da bi Alenka spet gospodinila, gospodinska pomočnica pa bi namesto nje prevzela vlado, bi bili pa sploh na konju. In a hard day's night, and I've been working like a dog.